Projekt ROK se je začel v letu 2016, konec leta v decembru je bil predstavljen novi poni in seveda blagovna znamka ROK se je ponovno oživila. Celostna grafična podoba se je malenkost posodobila, seveda z namenom približanja blagovne znamke sodobnemu času, sodobnemu kolesarju in pa seveda primarno predstaviti kolo, ki bo zanimivo za mestno vožnjo, za kamping, karavaning in seveda za sodobnega kolesarja. Seveda, osnova je vsekakor bivši ROK, ker blagovna znamka ROK je po tržni raziskavi v Sloveniji še vedno izjemno visoko prepoznavna. Okrog 92% ljudi v Sloveniji pozna blagovno znamko ROK in seveda bi bilo neprimerno izpustiti to izjemno priložnost za sam začetek. Seveda pa ni bila to izključna odločitev za uvoditev blagovne znamke ROK. Seveda, kot dobro prepoznavna starejša blagovna znamka na tem območju ima določene prednosti, ki jih je bilo potrebno izkoristiti oziroma poudariti. Predvsem, kar se pa tiče samega produkta, smo pa želeli predvsem približati kolo konkurenci na evropskem tržišču in seveda ga prilagoditi današnjim potrebam. Ja, žal je v Sloveniji ali pa bilo ogromno blagovnih znamk še z časa bivše Jugoslavije, ki so bile izjemno prepoznavne, izjemno močne, ki pa so nažalost ali propadle, bile prevzete strani tujih družb in podobno. Mlade bolj privlačijo tuje blagovne znamke, kot so Apple in podobno, ampak domače blagovne znamke imajo popolnoma enako vlogo. Blagovna znamka pomeni dejansko neko garancijo kakovosti, pomeni neko zgodovino, neko materialno dobrino, ki dejansko doda vrednost nekemu produktu. Jaz sem Sara Valenci, delujem pod imenom Sari Valenci, to je moja modna znamka, sem modna oblikovalka, ki oblikuje za moške. V bistvu je ena malo smešna zgodba, kako je prišlo do sodelovanja s podjetjem ROK, in sicer zaposleni v pristopu Uroš Štanc me je na eno hladno jutro videl, kako šibam z enim fake ponijem in je bil tako, joj, ti si prava za to sodelovanje, ti boš vedela, kaj narediti, nekaj urbanega, mladega, svežega. In potem me je povezal s podjetjem ROK, ki je v sodelovanju z Mercedes-Benz Fashion Weekom želelo preurediti eno kolo. Idejna zasnova je bila pa spremeniti v neko tako dirt bike mestno različico, zato ker meni ful dogaja ta Tokyo Drift in te spoilerji in vse te kromatske feldne in tako dalje. In pa smo malo tak vibe, da je v bistvu dosti podobno mojim dizajnom. Ja, sej to je v bistvu dosti problem, predvsem v modi, ker se stvari tako ali tako ponavljajo, tako da lahko hiter kdo označi, da je nekaj skopirano, tako da so to vedno neke polemike, ampak se mi zdi, da obstaja možnost, ker nas je toliko ljudi na svetu, da se dva isto spomnita, tako da tega ne smemo zanemariti. Se mi pa zdi, da neke utečene stvari, pa ko ljudje živejo, se ne bi smele kopirati, no. Ker to tudi potem diskreditiraš ves trud dizajnerja in ja.